Ampak jaz izhajam iz tega, da bodo lastniki vložili 1 evro v vaše zaposlene, če bodo več kot evro dobili nazaj. Se strinjate z mano? Ker drugače bodo rekli, ja, saj to je samo strošek. Velikokrat pozabljajo, da so v bistvu vsi investirani evri v ljudje investicija, ki seveda se potem rezultira v neki dodani vrednosti, v ustvarjenih prihodkih in tako naprej. Zato tudi hočem tole izpostavljati nenehno, da torej ljudje so tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost, ljudje so tisti, ki ustvarjajo prihodke in ne nazadnje generirajo lahko dobiček. Ampak veste, ki je hudič? Mi vsi vemo bilance, plus, minus, dobiček in tako naprej. In veste, kaj hoče neozaveščeni lastnik? On hoče dobiček na kratki rok, vsako leto. Kaj njega briga 10 let naprej, pa 20 let naprej, danes, tu in zdaj. In zdaj, če ljudje ob tem crknejo, v narekovajih povedano, bomo dobili druge, ne? To je bila filozofija, ki je dolgo časa nekako bila prisotna v podjetjih. Torej, izkoristimo ljudi, ustvarijo največji možen dobiček, on ga pobaše v žep, pa gremo, ne? Ampak to je nekaj, kar je preživelo. In zato govorimo tudi o trajnostnem menedžmentu človeških virov, ki pa ni samo na tej strani, da prispeva k ustvarjanju prihodkov in dobičkov, ampak hoče minimalizirati negativne učinke za ljudi, tiste, ki jih imaš v podjetju. Glejte, vsak ima tudi neko družino, ne? Potem že vplivate na družinske člane, posredno, zagotovo, in pa še seveda na skupnost. Podjetje deluje v neki skupnosti. Tudi na tiste vplivamo. In če so moji zaposleni ekološko ozaveščeni in tako tudi ravnajo, vplivamo na naravno okolje, ki ga moramo nujno ohraniti. Torej vidite, tu začnemo pridobivati neko novo paradigmo HRM-ja, ne? Zdaj, vidite, vse se je začelo z besedo trajnost, ne? Trajnost kot taka je zelo stara reč. Pripisali so jo kar Aristotelu, ne? In kar je zame zelo bilo, nekako ko sem pregledovala, kdaj se je tale trajnostni razvoj začel malce uveljavljati kot pojem, ne? In je začel se uveljavljati na področju ekologije. 1987. leta je bil trajnostni razvoj strani Svetovne okoljske organizacije tudi definiran. Imate ga tudi seveda na prosojnici. Ampak veste zakaj? Ker po letu 1970 se je začel ekspanzivni razvoj. To je pa seveda pomenilo, da, glejte, neomejena rast ni možna, ker je planet tisti, ki ima omejene zmožnosti. To je rezultiralo seveda v maksimalnem izkoriščanju naravnih resursov, negativnih okoljskih spremembah, kar smo še danes priča, in zato se je začel pojavljati torej trajnostni razvoj in to na področju ekologije. Ja, samo veste, potem pa se je začela še ena zgodba. Temu trajnostnemu razvoju se je začela dodajati druga sestavina, ne? To je to, kot juho kuhaš, pa se dal, ne, pač korenček, zdaj bomo pa še dodali zeler, ne? In prišla je družbena odgovornost. To ekonomska odgovornost, ta je bila vedno prisotna. O tej ne bom niti izgubljala besed, ne, da torej z 1 evra narediš več kot evro. Torej družbena odgovornost. Torej, da ne škodiš seveda samo okolju, ampak tudi ljudem. In to vsem deležnikom neke države ali pa seveda organizacije. In zato se je torej ta naš trajnostni razvoj prestavil tudi na družbeni razvoj in dejansko integrira torej družbeno odgovornost, gospodarsko ali ekonomsko odgovornost in okoljsko odgovornost. Ja, zdaj, če se je začel, ne, na ekološkem področju, pa se je potem razširil, to je zdaj smo na neki makroravni, podobna zgodba je šla z organizacijami. Tudi one niso, glejte, skočile naenkrat, ampak tisti največji onesnaževalci so se začeli najprej zavedati, ne, da morajo nekaj spremeniti. In so seveda začeli zmanjševati izpuste, gledati na odplake in tako naprej. Torej tudi
Trajnostni razvoj v podjetjih je imel svoj začetek na področju ekologije. Potem je šele bila dodana ta družbena nota, tudi z družbeno odgovornostjo, ne. In tako prihajamo tudi danes do tako imenovane trajnostne organizacije. Torej organizacije, ki je uspešna tako na področju, ekonomskem področju, ki je povezan z vsemi deležniki in pa naravnim okoljem. In seveda dela v korist vsega, ne samo lastnikov, ampak skupnosti, potem zaposlenih in finančnih institucij in tako naprej. Torej, gremo korak naprej.